Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, prav lep pozdrav in hvala lepa, da ste se udeležili današnje tiskovne konference. Je tema zelo aktualna in pomembna. Torej, v Slovenski ljudski stranki smo pripravili predlog zakona o obveznem finančnem popustu tako za novo zgrajene stanovanjske enote zaradi svetovne gospodarske in finančne krize. No in par besed v zvezi z tem zakonom. Seveda se postavi v začetku vprašanje finančnih posledic na državni proračun. Ta zakon finančnih posledic v negativnem smislu na državni proračun ne bo imel, ampak kvečjemu v pozitivnem smislu, ker na ta način se bo prodalo več stanovanj, kot pa seveda v nasprotnem primeru. Več o samem zakonu bom seveda spregovoril nekoliko kasneje. Če pogledamo, kako je to urejeno v posameznih državah Evropske skupnosti, lahko rečemo, da vse države dejansko Evropske skupnosti obravnavajo stanovanjsko problematiko v zvezi z reševanjem socialnih vprašanj in seveda vanjo ustrezno posegajo z svojo državno regulativo, kar je nekje normalno. No in če sedaj spregovorim o samem zakonu, lahko rečem, da pač zakon ni obsežen, gre pa za vračanja preveč plačenih torej predplačil v takšni ali drugačni obliki, za vse tiste, ki so sklenili pogodbe od 31. decembra 2008 pa seveda do današnjih dni. Zakon se nanaša na višino obveznega popusta in priznava vračilo vsem, ne glede na kakršno enoto gre, ali enostanovanjsko, dvo-, tri- ali stanovanjsko hišo. Dejansko lahko rečemo, da je ARA, pravzaprav ARA je denar, ki ga kupec da za nakup stanovanja, zato da si z tem zagotovi fiksno ceno ob končani izgradnji. Seveda pod neko predpostavko, da stvari normalno funkcionirajo. Vemo, da leto 2009 ni bilo več normalno, kjer je gospodarska in finančna kriza posegla tudi seveda na delovni trg in seveda na vsa področja. Zgodilo se je nekaj, da so cene izgradnje stanovanj, tako kot tudi na drugih področjih, bistveno padle. Zdaj, koliko so padle, tako kot pač pravi statistični urad, to je cirka 18%, in zato predlagamo v našem zakonu, da prav za to višino prodajalci, tistim, ki so dali ARE za nakup stanovanj, da jim teh 18% priznajo pri dokončni ceni nakupa stanovanja. Poglejte, kaj se je zgodilo. Korist od avansa so v tem trenutku, ali pa če tega ne naredijo, če tega zakona ne bi vložili, bi imeli korist od tega samo investitorji. Investitorji, zato ker so rabili tudi na trgu vzeti toliko manj kredita, da so enoto zgradili, ali pa seveda toliko manj denarja porabiti, da so izvajalce, podizvajalce in tako dalje poplačali. In pri tem se je zgodil še en problem. Velika večina, v glavnem gre za mlade družine, ki se rešujejo stanovanjski problem, ob podpisu neke pogodbe z ARO, še živijo v nekem stanovanju takšnem ali drugačnem, ki ga bodo seveda v času, ko bo njihovo novo stanovanje končano, to svoje staro tudi prodali. Njihove cene so tudi padle za 18%, statistično gledano, in seveda sami ostanejo tudi brez te razlike sredstev. Ob sprejetju tega zakona dejansko profitirajo v tej državi vsi.
tako investitorji. Zakaj? Je zato, da bodo neprodana stanovanja vendarle torej prodali, res za nekoliko nižjo ceno, ampak ne za nižjo ceno, za isto ceno, kot jo prodajo drugemu kupcu, ki je danes prišel k istemu investitorju kupiti stanovanje. Drugič, banke profitirajo zato, ker se bo izboljšala njihova likvidnost, ker bo likvidnost podjetij, ki so najeli kredite z prodajo stanovanj, torej se izboljša in bodo lahko pač odplačevali kredite. Kupci. Torej, kupci bodo na ta način razrešili svoj stanovanjski problem in državni proračun, torej od vsakega pač prodanega stanovanja je DDV 20%, če se stanovanje ne bodo prodala, tudi 20% v proračun ne bo, če se pa seveda bodo na ta način torej prodalo več stanovanj, pa bo ta denar prišel tudi v proračun. V Slovenski ljudski stranki seveda torej pričakujemo, da bo tako tudi Zveza potrošnikov in seveda vse pristojne organizacije, ki se ukvarjajo, tako če hočete tudi z mladimi, pa študentska organizacija in še kdo, podprli ta predlog zakona, dali svoja pozitivna stališča, s tem pa seveda pomagali. Po naših informacijah je cirka 3000 takšnih, ki so plačali ARO in ki bi morali dobiti po našem zakonu, torej vrnjeno za teh statistični presek približno 18%. Vkolikor je seveda že, vkolikor pa seveda kdo ne bi želel tega narediti, pa je v predlogu našega zakona pač dolžan, torej investitor, ki je ARO pobral, to vrniti kupcu z pripadajočimi bančnimi obresti in potem bo seveda kupec prišel nazaj k investitorju, dober dan, torej na današnji dan, in bo seveda dobil stanovanje pač po današnji tržni ceni. Vemo pa vsi zelo dobro, saj smo spremljali trge in seveda to, kar se pač dogaja, da so izvajalci sedaj bistveno cenejši pri samih delih, celo do 30%, to vam lahko povem tudi iz lastne izkušnje, saj sem že 18 let župan in torej za takšne cene, kot sedaj gradimo, pravzaprav prej nikoli nismo gradili, če hočete od cest, kanalizacij in seveda vsega ostale infrastrukture, kar se vidi, da so bile dejansko cene napete. No, mogoče še pa stavek ali dva oziroma samo tole. Veste, če bi ta vlada funkcionirala tako, kot je napovedovala, ko je prihajala na oblast, potem bi danes imeli delavci 1000 evrov plače, potem bi danes imeli upokojenci 1000 evrov pokojnine, ker pa seveda vsega tega nimajo, oziroma imajo samo tiste obljube, ki so bile dane pred letom in pol, da so ljudem zameglili in seveda prišli na oblast. Danes imamo žal tudi med temi kupci marsikaterega, ki je ostal ali en ali celo oba brez služb, ali pa seveda so ostali brez služb tudi podporni člani mladim družinam, to smo pa starši. Seveda je ta problematika toliko bolj vpijoča in potrebna, da se je lotimo. V Slovenski ljudski stranki smo pač poslanci in seveda ljudje stranke, ki smo strani ljudi in svoje delo pač delamo izključno v dobrobit naših državljank in državljanov. Zato smo tudi ta zakon predlagali. Veste, lahko celo kdo reče, da je to poseganje v neke pogodbena razmerja za nazaj. Ja, res je, ampak leta 2008 nihče ni vedel, kaj se bo zgodilo na trgu, kaj se bo zgodilo z delovnimi mesti. Takrat smo imeli cirka 45 000 brezposelnih, danes jih imamo preko 100 000. Skratka, stanovanje je tako materialna kot socialna dobrina. Hvala lepa.